Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o miselni neznosnosti ali o umski prezasičenosti, ko imamo občutek, da ne moremo več zdržati določene miselne zasičenosti in preobremenjenosti. Kdaj se to zgodi? V tako neznosno stanje zapademo običajno, ko začnemo stvari proučevati in o njih razmišljati. In to, ko začnemo proučevati širšo sliko realnosti, ko začnemo odkrivati, kako ta svet deluje, iz kakšnih podrobnosti je sestavljen, kakšni so vplivi, ko odkrivamo sistemsko korupcijo, ko se zavemo, da stvari na tem svetu niso take, kot smo si sprva mislili ali kot nam jih prikazujejo skozi medije, da vlada ogromno pohlepa, da velike korporacije podkupujejo vse plasti družbe zato, da bi ustvarile čim več dobička. In potem, ko vidimo, koliko strašnih, groznih, neprijetnih stvari je na tem svetu, koliko trpljenja, bolečin, namernega povzročanja vojn, lakote, pomanjkanja, potem lahko zapademo v to umsko, miselno preobremenjenost in zasičenost, ko nas vse skupaj prevzame, ko se počutimo izjemno majhni in nemočni, da bi karkoli spremenili. Želimo si, da bi se stvari izboljšale, da bi se stanje na svetu izboljšalo, toda le kaj bi lahko mi glede tega storili. In potem začnemo obupovati nad celotno situacijo, nad sabo. Najraje bi nekam pobegnili, stran od tega sveta. Mogoče tudi naredili samomor. Toda rešitev je možna. Lahko se stabiliziramo in uvidimo, kaj lahko mi glede tega storimo. Pri vseh teh povečanih miselnih aktivnostih, ko gremo v in premlevamo stvari, se je najprej pomembno zavedati, da v ne moremo narediti absolutno ničesar, ker je virtualna resničnost, naše misli v našem ne bodo prav nič vplivale na spremembe na tem svetu. Kar lahko storimo, je to, da izvajamo praktična fizična dejanja. Moramo se prizemljiti, moramo se vrniti v naše fizično telo. In to lahko naredimo s tem, da usmerimo našo pozornost na dihanje, na lastno dihanje. Dihanje je tista prva rešilna bilka, prva pomoč, z katero si lahko pomagamo glede
miselne prezasičenosti. V glavnem, vdihnemo, vdih, izdih in se sprostimo, se vrnemo sem. Lahko dalj časa dihamo. Toliko časa, dokler ta umska prezasičenost namine. Potem pa, potrebno se je zavedati, da sami seveda ne moremo kaj dosti narediti na tem svetu, ker svet je velik. Trenutno stanje je posledica številnih let izvajanja načrtov določenih ljudi, skupine ljudi, ki so si stvari zamislili, naredili akcijski načrt, potem pa šli v akcijo in ta načrt dosledno izvajali v praksi. Če hočemo mi izboljšati razmere na svetu, moramo prav tako narediti cilj, akcijski načrt in počasi ter potrpežljivo se premikati. Korak za korakom, dih za dihom. Obstaja pregovor: slona lahko poješ samo grižljaj za grižljajem. Ampak, če pri tem vztrajaš, ga boš naposled pojedel celega. Ali tudi na najvišjo goro na tem svetu se lahko pride samo korak za korakom. Vse se da doseči, ampak za kakršenkoli dosežek na tem svetu je potrebna določena pot in določen čas, da se pride do tega cilja. To se je potrebno zavedati. Torej, najprej delati na krepitvi lastne potrpežljivosti in da ne dopuščamo umu, da nam za proizvodnjo nekih misli vzame pozornost od naše poti, od naše smeri. Da učinkovito dihamo, da ozaveščamo, kakšne miselne vzorce nam naš ponuja, da bi nas sabotiral in da mu to preprečimo. Odličen spletni tečaj, za katerim lahko dosežemo to umsko stabilnost in za katerim preprečujemo pojavljanje teh avtomatičnih umskih misli, je Destiny Eye Process tečaj. In uvodni tečaj Destiny Eye Process Lite oziroma DIP Lite je povsem brezplačen in je na voljo vsem preko spleta, povezavo do njega pa najdete v opisu tega videoposnetka. Torej, prva stvar je prevzeti kontrolo nad samim sabo, nad svojim življenjem. Postati uspešen vodja lastnega življenja. In ker smo mi seveda samo ena oseba, en človek, bomo sami lahko zelo malo naredili. Zato se je potrebno združevati v skupine ljudi, ki imajo enak interes. In vabim vas, da se pridružite naši skupini Destiny, ki deluje pod okriljem Equal Life Foundation organizacije. To je skupina, ki združuje ljudi iz celega sveta, ki se zavedajo problematike na tem svetu, ki v prvi vrsti delajo na preobrazbi oziroma delamo na preobrazbi lastnih miselnih vzorcev, da postanemo čustveno stabilne, zdravorazumske osebe in skupaj razvijamo projekte za izboljševanje razmer na svetu. Gre tukaj predvsem za politične programe, preobrazbe
denarnega sistema in zagotavljanja brezpogojnega sistemskega zagotavljanja dostojnih življenjskih pogojev za vsa živa bitja na tem planetu. Torej imamo spletno stran destiny.org in ostale podporne spletne strani z številnimi natančnimi informacijami o resnični zgodovini stvarstva tega planeta, človeka, o zgradbi uma, mehanizma delovanja misli in čustev. In na ta način, s pomočjo teh močnih, življenjsko koristnih in pomembnih informacij, se lahko vsak opolnomoči in postane del trdne, harmonično delujoče globalne skupine, ki ima izjemno moč pri izboljševanju razmer na svetu. Vabim vas, da si po tem videoposnetkom pogledate te povezave in se nam pridružite. Postanite tudi vi rešitev, ki jo čakate. Hvala za posluh in nasvidenje.